Potem to energijo dobimo dodatno, če začnemo razmišljati, kako se prehranjujem. Torej, jaz ne bi tukaj govoril o tem, katera je prava prehrana, torej to je širša tema. Lahko poveš za sebe. Za sebe povem, da je to moja prava prehrana. Prvo, da se hranim 6 ur, 18 ur sem brez hrane. Ja. To pomeni, da jem, recimo, danes sem jedel ob 10, pa ob 4 popoldne. Torej, telo ima dovolj časa, da se regenerira in tako naprej. To je že prva stvar. To je psihološko zelo težko narediti. Zato, ker sem prej bil navajen zvečer, ko se sprostim po napornem dnevu, se vsedem po možnosti ob 7 pred dnevnik, nabašem vsega pred sabo in potem se najem tako kot ornk. Kot kralj, ja. Potem, ker sem se ful najedel, je zrastel sladkor in potem sladkor posledično čez čas pade, potem pa še ob 10, če gledam še en film, si pa še prinesem. Recimo. Ja. In pa še slabše spiš, ne? Ja, seveda, in to postane način prehranjevanja, pa zjutraj tisto pod narekovaji moramo se prehranjevati, torej zdravi slovenski tradicionalni zajtrk. Znači, zjutraj se najej in ne vem kaj vse. To je morda za otroke, torej moramo ločiti, otroci, ki rastejo, oni potrebujejo čim več obrokov, naj pojejo. Ne? Ja, pa človek, ki športa ali pa dela na polju. Tudi, ne? Ja, tudi. Ne? Ampak za nas, ja, se strinjam, preveč hrane je. Ja. Torej, pri hrani uredim, torej, da ne pijem, jaz temu rečem kar svinjarija, Coca-Cola in te sladke pijače, ker to je pa res, ne? Mislim, to je nekaj, kar ne potrebujemo. Morda celo ni tako škodljivo, ampak ne potrebujemo odvečne kalorije, bremenimo telo s tem, smo rekli prej, moški, veliko Coca-Cole, sladki pijač, testosteron gre dol in tako naprej. To je ena izmed stvari. Ja, pa gre še marsikaj dol potem, ne? In torej, te zadeve, torej, jaz rad spijem kozarček vina, to v obroku, torej pijem kvalitetno vino, ki ima energijo, ne, torej kvalitetna vina, recimo predvsem rdeča vina, ker imajo železo oksid, recimo ala Refoš, Cabernet Sauvignon in take, ne, pa še jih je, ne, taka vsebujejo veliko energije, ki se da izmeriti. In informacije, ne, na podlagi buteljke vina, ki jo jaz vzamem, torej to, če je to privat, nekdo dela, lahko pogledam lastnika, kakšne težave ima, a je boln, a ima slab odnos, a je žalosten, vse to je v tem vinu. Kako pa pogledaš to? Poguglaš? Ja, poguglam, ne, jaz samo pogledam in vstopim v biopolje te steklenice in to je to, ne, ampak nekateri ljudje to intuitivno čutijo, z tega se taka vina boljše prodajajo. Osebni odnos, ko z ljubeznijo to počne in tako naprej, torej tisto, kar vzamem kvalitetno, poskušam, torej, kljub temu, da ne jem mesa, ampak se recimo enkrat tedensko malo ribe, recimo 10 dek pa imam dovolj, ker pač sem fizično zelo aktiven, pa ker še rabim testosteron, tudi kakšno jajce, ne, in tako malo sirčka, ampak če sem včasih pojel lahko 30 dek sira na dan, ga zdaj imam 30 dek za 2 tedna, ne, mislim, ker rabim samo en majhen košček, samo malo te sestavine, malo morskih sadežev, morda zelenjava, nekaj kuhano, nekaj sirovo, torej poskušam čim bolj izločiti ogljikove hidrate, torej delež ogljikovih hidratov je manjši, ne, torej je manjši v tej celi sestavi. In predvsem jem toliko, torej ta način prehranjevanja me je naučil, da jem z občutkom, da vem, kdaj imam dovolj. Včasih sem jedel z očmi, lepo pripravljeno, hrustljavo. Pa do blokade, to ima veliko ljudi izkušnjo, do blokade, ko ne moreš več jesti. Ja. Takrat nehaš, ne? Ja, takrat nehaš, ne? Ja, to je ponavadi v življenju, ja, ne? Torej Ljudje, to, gremo dokler in seveda, potem imamo pa za dodatno energijo, poznamo pa razne tehnike, prej sem omenil, to so od joge, tai chi in torej tiste tehnike, ki za razliko od običajnega športanja, katerokoli, ki ga mi izvajamo, ker se fizično utrudimo in imamo po vadbi manj energije, dokler je ne obnovimo, pri tej vadbi pa dodajamo energijo in je to energijska vadba, je telesna vadba in je duhovna vadba. Zakaj duhovna? Zaradi našega odnosa do
tistega najvišjega oziroma svetega, karkoli je že to za tebe, ne? Ta vadba omogoča torej tudi dodatno energijo, potem pa seveda kraljica vseh dodatnih energij je pa tantrična praksa. Tam pa dobimo toliko energijo, da lahko faks pišeš takoj. Ne? In kaj ti narediš, ko vstaneš? Katere vaje? Jaz, ko vstanem, se različno menjam, ampak trenutno sem v fazi, ko naredim nekaj pozdrav soncu. Torej, ampak pozdrav soncu, ker razmišljam, torej še dodatno razmišljam v tej smeri, da se točno zavedam to mišico, krajšam to mišico, podaljšujem. Ne raztegujem, podaljšujem. To je iz klinične somatike. Torej je bistvena razlika, ker če želim na hrbet usločiti, da krajšam hrbtne mišice, moram trebušne mišice podaljševati, kajti koliko bom hrbet uspel dvigniti, je odvisno, koliko bom uspel podaljšati trebušne mišice, ker če so one zakrčene, če sem v strahu, če sem v negotovosti, tudi hrbet ne morem dvigniti. Torej, to naredim, potem običajno izvajam pol ure pranajamo, zahtevno z zadrževanjem diha, izmenično. Pol ure? Največkrat pol ure, 20 minut, pol ure, sem imel tudi obdobja pod 1 uro, recimo, ker sem pač upokojenc, lahko privoščim. Torej, toliko za tiste, ki recimo poznajo to pranajamo, torej izmenično dihanje, ker ustvarjaš, torej čistiš in aktiviraš ido in pingalo moški in ženski princip, potem s tem dobiš tudi boljši pretok po hrbtenici. To je, pri meni je tako, torej 6 sekund vdihujem, zadržim 24 sekund, izdihujem 12 sekund, zadržim 24 sekund in šele potem vdih. In ko to delaš pol ure, se dobesedno celo telo je čisto drugačno. Torej, merilo pri tem, ali sem preveč obremenil organizem, je pa dihanje, je puls. Torej, če je puls pred začetkom vadbe in po koncu vadbe enak, to pomeni, da nisem preforsiral. Puls je tisti, ki ti takoj določi. Če se ti zadihaš, to pomeni, da si na ego delal, da si želel nekaj doseči, ker tu ni tekmovalnosti. To in potem grem še v meditacijo. Torej, včasih potrebujem meditacijo z mantro, pa potem imam še 3 stopnje nad to, pa potem imam še ene posebne vaje, torej v meditaciji, da doživim tisto čisto zavest. Ko sem pa ker jaz nisem vedno v istem stanju, ko se zjutraj zbudim, ko sem v dobrem stanju, takrat pa po pranajami ne rabim več nobene tehnike meditacije, samo zaprte oči in sem že notri. S tem, da seveda v tej pranajami dodatno, ko diham, dodatno vlečem energijo po hrbtenici gor in dol, torej to je dvojno, pa še zapiranje presredka, skratka, zelo kompleksna zadeva in ko se to naučiš delati, to je torej v biti vsakodnevno delaš to, ampak ta vaja pranajame s tem, to je pa tudi vaja pranajame, ki jo torej z kroženjem energijo, ki jo potem tudi v spolnosti prakticiraš, ker je to, tam je pa samo še dodajanje energije vzburjenosti v krog, nič drugega. Samo dodajaš potencial in dokler god si sposoben vso dodatno energijo vzburjenja poslati v krog, si v ravnovesju. In ko si v ravnovesju, si v nekem stanju, predorgazmičnem stanju, torej pa William Reich je o tem govoril, orgazmična sposobnost organizma, ampak ne nujno vezano na spolnost. Orgazmična sposobnost organizma je stanje telesa, ko čutiš, da je vsaka celica živa, ko zmore srkati radost, zadovoljstvo, to je to, ker mi kdaj vemo, da imamo veliko energije v telesu, ko čutimo, da smo živi, ko nas ne mirja, ko pika vse, ko imaš tisti naboj in to je noro, ko imaš, in potem seveda ta energija ti potem omogoča tudi, da lažje razmišljaš, da imaš več zamisli, da
spelješ stvari boljše, da čutiš boljše, da čutiš drugo osebo, ker tu se senzibilnost se strahovito povečuje, da čutiš drugo osebo, da čutiš žival, da čutiš, ko nekaj ni v odnosu v redu, da čutiš politika, da čutiš, dobro, naše politike ni težko začutiti, ne, ampak vseeno, torej, da vse to čutiš in da čutiš tudi, katera hrana je za tebe, ok, ne, recimo, ne vem, bom rekel zdaj tak primer, ne, sicer banalno. Jaz sem vedno navadne orehe ful rad jedel, ne? Ampak sem jih jedel, pozneje sem pogruntal, zakaj sem jih takrat jedel, kar v velikih količinah. Zato, ker sem bil prepričan, da je to zdravo. Zdaj pa včasih mi paše pojesti, včasih pa ne, ker ne čutim energije v tem. Ja. Torej, ne čutim, da je nekaj, da nekaj potrebujem, ne?